Beno, pozdravljen. Ja. Obiskal si eno od možnosti varnega zavetišča v primeru nuklearnega napada. Bil si v bunkerju, je tako? Povej, do kakšnih spoznanj si prišel? Ja, Jure, bunker, v katerega sem šel, ima vse, kar rabiš imeti v bunkerju. Štedilnike za kuhanje, WC-je za WC-janje in dovolj postelj za repopulacijo Slovenije. Poglejmo si prispevek. Faktor Beno. Danes gremo v čisto pravi bunker. In namreč skrivni bunker, katerega varnost je odvisna od njegove skrite lokacije in ki se nahaja na Gornjem trgu v Ljubljani z zemljepisne širine 4604531 in dolžine 1451011. To je eden od največjih, najbolj opremljenih in najbolj udobnih bunkerjev v Sloveniji. Ja, če bi bil Hitler zaprt v tem bunkerju, se mogoče ne bi ubil. Da bi izvedeli več, smo se usedli z vodjo oddelka za zaščito in reševanje Robertom Kusom. Kaj priporočate našim gledalcem, da naredijo v primeru nevarnosti? Da je najboljše, da se zatečejo v klet, predvsem pa se umaknejo od steklenih površin. Dejstvo je, da do takega napada ne bi prišlo v sekundi, tako da bi seveda tudi pravočasno ljudi obveščali, ozaveščali, kje so zaklonišča. Tudi v primeru neke manjše jedrskega napada na območju Ukrajine bi seveda ta oblak kar nekaj dni potoval do Slovenije. Okay. Tale bunker izgleda kar velik, večji od mojega stanovanja pravzaprav. Za 611 ljudi. 611? Tako da preko, bi rekel, 1500-1600 kvadratnih metrov. 1500 kvadratnih metrov? Ja, to je... 600 spalnic, pa če pade bomba brez tečnih sosedov? Ob konstantni temperaturi, neodvisno od energetske krize. Ja. V bunkerjih je pogost problem klaustrofobija. Kako se lahko borimo proti klaustrofobiji? Težko, to bi moglega psihologa vprašati. Ampak vseeno v bunker ni dovoljeno spuščati Nemcev, a ne? Pa zakaj ravno Nemcev? Pač, če ni Klausov, ni klaustrofobije. A je bil ta bunker narejen za civiliste ali tudi za vodje države? Je bilo od vsega začetka javno zaklonišče oziroma zaklonišče namenjeno ljudem, ki so tukaj blizu okoli. Ni za vodje države. Aha, ok. Torej na tej posli ni nikoli drnjuhal Drnovšek? Ne. Tudi na tistih školkah verjetno Tito nikoli ni dal svojo rito? Ne, ni. Okay. Videl sem, da tukaj nimate nič hrane v tem zaklonišču. Ampak mogoče kaj mačje hrane? Hrano, ki jo bi ljudje seboj prinesli, pa ni ravno mačja, je pač hrana, ki jo ponovadi dajemo tudi svojim ljubljenčkom. Človeška hrana. Tako, ja. Ko pa zmanjka pa? Pa mi postanemo mačja hrana. Aha, ne vem. Ni slabo, no, kar lušten bunker. Je odprta tala zadeva tudi samo v primeru nevarnosti ali tudi ob vikendih kot kakšen B&B, naprimer bunker in breakfast, kjer se lahko s punco pogrejata tudi med hladno vojno. Če punca res hoče varen seks, bolj varen kot v bunkerju ni nikjer, ne? To pa tudi res, ja. Bi mi lahko mogoče zaprl sem not samega? Seveda. Ja? Sam se me boste poje tudi ven spustila, ne? Ja, če te pridni pa lepo prosili bomo. Drugač pa načeloma še nobeden ni noter ostal. Kakor vemo, ja. Da ta bunker ne bo postal moj sarkofag. Ne bo. Ali, če smo politično korektni, sarkohomoseksualec. Pa gremo kar notri. Ker v bunkerju ni hrane, sem s sabo vzel primerne zaloge. Pijačo brez kalorij, da po koncu sveta ostanem fit, prehrambene ploščice in losjon za hidracijo rok. Dan 1 je bilo kar v redu, pojedel sem par snickersov, hmal bom šel spat. Dan 2, po noč mi je bilo malo hudo, ampak ni bilo preveč slabo. Mislim, da bo vse čisto v redu. Dan 2, sploh ne vem več, kaj dan je. Zmanjkalo mi je snickersov. Zgleda, da lačen. Zares si ful drugačen. Ponoči sem začel slišati glas v svoji glavi, kot da bi nariral moje življenje kot novinarski prispevek.
Nisem ga mogel utišati. A slišiš koraki? Beno je imel prav, slišala sva korake. Bo končno prišel nekdo končati najne muke? Bo prišla punca, ki nam bo končno vzela devičnost, pa z nama repopulirala Slovenijo? Kaj pa če ni punce? Jo bova pa repopulirala kar sama. Za Slovenijo. Koliko časa je bilo? 12 minut. Ok. Na koncu se je izkazalo, da je bil za vrati le gospod Kos, s katerim ni bilo treba repopulirati ničesar. Jaz in moj glas v glavi pa so jo odnesla brez trajnih posledic. A ne glas? Maš prav, Beno. Nazaj k tebi, Jure. Beno, če ignoriramo, da se ti je zmešalo, povej mi, kako si ti predstavljaš življenje v bunkerju? Ja, ne vem, tako kot v študentu, a veš, parti vsak dan, punsko, kar hočeš, blondinke, rjavolaske. Ki bi se verjetno s teboj tokrat celo pogovarjale. Ja, bi se mogle, ja. Ne bi se me mogli izogibati. Hvala lepa, Beno. Varnostniki, hej, preden greš, klikni tukaj in se naroči na naš YouTube kanal. Imamo pa tudi TikTok, Instagram in Facebook, tako da le urno.